Današnji dan je bil predvsem, da rečem, z naše strani namenjen temu, da smo dobili eno pošteno brco v rit, da se pravi še naprej razvijamo, da naprej delamo stvari, za katere verjamemo, da jih moramo delati. Na nek način pa sta nam mentorja nastavila tudi ogledalo, da smo res videli, recimo, kaj že delamo v redu, kje še imamo kar nekaj prostora za optimizacijo, predvsem kar se tiče analitike, spremljanja nekih KPI-jev, nekih mejnikov. To je bilo danes res pač dragocen feedback, ki ga bomo zagotovo uporabili v našem delovanju. Prvo srečanje Push to Start je bilo več kot odlično. Dejansko prvo srečal sem se z podjetniki, ki so nekje na istem nivoju kot jaz. Predavatelja sta bila več kot fantastična. Je pa moja tista izkušnja, ki bom najbolj potegnil iz tega, je to, da imajo ostali podobne probleme, kot jih imam jaz, ker vse skupaj je potekalo skozi pogovor in dejansko veliko več sem se iz tega naučil, pa tudi če mogoče nimam takšnih problemov, kot jih imajo drugi, vem, da jih bom kmalu imel, no, tako da je bila izkušnja zelo dobrodošla in sem vesel, da sem prišel na Push to Start. Ja, jaz sem zelo vesel, da se je letošnjem letu Podjetniški sklad tako organiziral, da nam pošilja ogromno količino enih povabil. Zdi se mi, da čisto na vsakem takem dogodku lahko odneseš eno pozitivno informacijo, eno dobro poslovno prakso. Mislim, nekaj lahko zagotovo vključiš v svoj poslovni proces. Vesel sem tudi, da sem spoznal, kaj vse slovenska podjetja delajo, koliko smo res Slovenci inovativni. Da sem ponosen, da sem jaz tudi del tega kolektiva in upam, da bom upravičil ta rezultat, ki sem ga dosegel z uvrstitvijo med najbolj inovativna podjetja, pa da bomo rasli, da bomo tudi v bistvu naprej lahko pomagali celotni skupnosti. No. Absolutno to, da brez dela ni jela, se pravi, je treba narediti en tak konkreten akcijski načrt, ko smo ga tudi danes nekako pač postaviti podjetje v tisto fazo, v kateri dejansko je in se ne bati, treba je pač tvegati, investirati naprej, z vašo pomočjo skupaj sem ziher, da se bodo rezultati poznali.